Lep pozdrav še v mojem imenu. Najprej moram reči, da mi je skoraj da nerodno, čeprav sem lahko doma, ker sedim med samimi ženskami ali pa večino žensk, se opravičujem, ker dvomim, da imajo moški domeno registrirano na žensko in da je za ženskim imenom na ekranu moški. Ampak predno smo pravzaprav začeli tole naše sodelovanje s Sabino, sem jo malo povprašal, kakšen profil pa bodo udeleženci tega. Je rekel, večinoma pedagogi in upam, da imam prav. Ne glede na to, a ste pedagogi ali se ukvarjate z kakršnokoli organizacijo ali delate v knjižnici, verjamem, da vam bo naslednja vsebina zanimiva. Zakaj? Zaradi tega, ker o otrocih in o športu se vsi znamo pogovarjati in vsi vse vemo. Moja naloga oziroma moj cilj danes pa je, da vam majčkeno z drugega zornega kota osvetlim moč športa, vpliv športa, predvsem pa dejavnike, ki vplivajo na to, da imajo otroci radi šport in kaj pravzaprav skozi šport naši otroci lahko dobijo. Res je, tako kot je rekla Sabina, jaz sem pred nekaj leti napisal knjigo Šepetalac športnim otrokom, ki je danes prevedena v 3 tuje jezike, nemščino, angleščino in pa delno, ne v celoti, v kitajščino. Ne zaradi tega, ker sem se počutil ali pa se imam za kakršnegakoli avtorja, ampak predvsem zaradi tega, ker ko sem se po 27-letni karieri v športu začel adaptirati na normalno življenje, sem pravzaprav postal tudi starš, sem se začel ukvarjati s popolnoma istimi težavami in izzivi, kot se ukvarjate vsi, ki ste starši ali pa vsi, ki delate z otrokom. Se pravi, začel sem razmišljati, kako lahko otroku pomagam najti stvar, ki ga veseli in kako pravzaprav ga usmeriti oziroma preprečiti, da bo to delal v enem varnem in zdravem okolju. No, tako je pravzaprav prišlo do te knjige. Jaz danes ne bom imel nobene prezentacije, zaradi tega, ker se mi zdi bistveno bolj osebno in bistveno več lahko dosežemo, če ne gledamo PowerPointa, ampak če se gledamo v oči. Zato bom vesel, če bo še kdo prižgal mogoče kakšno slikico. Najprej me zanima, predno začnem pa še to. Jaz bom govoril o športu in otrocih, ampak ne glede na to, a ste športni fani, ali vas šport zanima, ali vas ne zanima. Se mi zdi, da vsebine oziroma tematike, ki se razvijajo v otroškem športu, so nenormalno uporabne in pa komplementarne z aktivnostmi, ki se navezujejo na izobraževanje, na kariero, na socializacijo, na odnose in tako naprej. Tako da bom vesel na koncu kakršnegakoli feedbacka, če ste dejansko dobili nekaj uporabnika, ki ni tudi namenjeno ali pa targetirano samo na šport. Skratka, kaj mislite? Stvar pa ne bo izgledala tako, da vam bom samo jaz razlagal. Jaz sem prišel se sem prvenstveno od vas učiti, prvenstveno od vas slišati kakršnokoli mnenje. Hkrati mi dovolite, da vas bom lahko vmes malo izzival, govorim miselno in bom vesel kakršnegakoli feedbacka tudi od vas, bodisi tekom predavanja ali pa na koncu. Kaj mislite, kakšni so danes otroci? Kakšno je splošno prepričanje, da so danes otroci v primerjavi z nami? Kakšni smo bili mi? A so isti, a so drugačni, a so bolj sposobni, a so bolj leni, a so bolj živi, a so manj razigrani, a so bolj odprti? Ima kdo kakršnokoli idejo? Tudi, če mogoče vašega odgovora ne poveste, vem, kaj vam v tem trenutku reje po glavi. Zagotovo so drugačni. Zakaj so drugačni? Zaradi tega, ker so bili rojeni v drugačnem času, z drugačnimi priložnostmi in z drugačnimi okoliščinami. In velikokrat se starši, ali pa verjetno tudi vi, učitelji, znajdete v situaciji, da se nam zdi, da jih ne razumemo, zaradi tega, ker so drugačni. V čem so drugačni? Pa poglejmo eno tako bizarno razlago. Večina nas, sploh če nas je, da rečem starih ali pa starejših nad 30 let, smo bili vzgojeni na nekje na en tak način.
nam so povedali, to je prav, to je narobe, eden je poslušal bolj, eden je poslušal manj, ampak to je bil nekje mušter, kako smo mi zrastli gor in postali to, kar danes smo. Današnji otroci delujejo predvsem na način, ali je nekaj the best, ali pa nekaj beda, nič vmes. In zaradi tega veliko ljudi otroke danes, po mojem mnenju, krivično obsoja, da so nesposobni, da so leni in tako naprej. Jaz verjamem, da so vsaka naslednja generacija neprimerno bolj sposobna, kot smo bili mi. In jaz se vsakodnevno od teh otrok učim. Naučil sem se pa, oziroma spoznal sem pa, da ti otroci ne delujejo, če jim en reče, to pa moraš, ampak jim mora biti stvar najprej zanimiva. Zato je v bistvu izziv za vse nas, vas mogoče kot učitelje ali pedagoge, ali pa nas, ki se to ukvarjamo v športu, da jim naredimo stvar zanimivo. Zakaj? Zaradi tega, ker ko je nekaj zanimivega, takrat je otrok pripravljen narediti vse. In takrat mi lahko pravzaprav uporabljamo vse načine, da jih pripeljemo od točke A do točke B. Druga stvar, sem želel govoriti o velikosti športa, da boste malo razumeli, kar je Sabina že povzela malo prej, ampak mi vseeno dovolite, da malo povzamem še z drugačnimi besedami, kot je mogoče v knjigi napisano, da boste razumeli, kakšna je pravzaprav magnituda oziroma kakšno moč ima šport na svetu. Res je, 74% svetovne populacije spremlja in sledi šport. Najprej da definiram, kaj pomeni spremlja in sledi. To pomeni, ali se športom sami aktivno ukvarjajo, ali šport spremljajo prek kateregakoli medija, ali pa poznajo osebno kakšnega športnika ali športno ekipo. In s temi 74% pravzaprav šport predstavlja najbolj sledljivo panogo na svetu. Logično vprašanje, zakaj pa mislite, oziroma kaj pa ljudje vidite ali pa vidijo v športu? Zakaj je šport tak magnet? Veliko ljudi, vključno iz Slovenije, ker Slovenija je izjemno športna država in v Sloveniji se pravzaprav sploh ne zavedamo, koliko nam šport pomeni, čeravno je šport del naše nacionalne identitete. Od nas biti v športu, biti športno aktiven, biti športno vpet, biti športno povezan je nekaj samoumevnega. To ni povsod po svetu. In mi, glede na to, da imamo šport tako široko razširjen, premalo znamo uporabiti uporabnosti, ki nam jih pravzaprav šport ponuja in daje. Dobro, da se vrnem nazaj. Zakaj mislite, da pravzaprav ljudje spremljate šport ali pa spremljajo šport? Eden od prvih razlogov je, da ko gledate športnika, čutite, da on verjame v to, kar počne. Pomislite malo. Čutite, da on verjame to, kar počne. In po biološki plati, ne glede na socialni status, glede na kulturološko ozadje, glede na finančni status, glede na kraj, barvo kože, jezik, ki ga govoriš, kaj se zgodi, ko čutiš, da nekdo verjame to, kar počne, ga začneš slediti, ga začneš podpirati in začneš zanj navijati. To je biološki razlog. Drugi razlog, ko pogledate športnika v oči, v njegovih očeh, brez da z besedo omeni, čutite, da ima pred sabo jasen cilj. In kaj se zgodi po biološki plati, če čutimo, da ima nekdo pred sabo jasen cilj, enako, mu začnemo slediti, ga podpirati, zanj navijati in kar je še najpomembneje, pripravljeni smo mu odpustiti, če cilja ne doseže, zaradi tega, ker verjamemo, da bo vztrajal pri tem cilju. Se strinjate? In veste, kaj je zanimivo pri teh dveh bioloških razlogih, zakaj toliko ljudi spremlja šport? Ta dva razloga imata za posledico dve izjemno za človeka pomembni čustvi. In sicer zaupanje in lojalnost. Danes živimo v družbi, kjer podjetja kupujejo zaupanje s točkami, z popusti, z ne vem čemerkoli. S tem nikoli ne boste mogli zgraditi zaupanja ali pa lojalnosti. Zgradite lahko samo z občutkom, ki ga lahko nekdo dobi ob vas ali pa v vaši storitvi ali v vašem produktu ali pa v vašem odnosu. In to nas pravzaprav šport nauči. Zdaj, ko smo
obdelali oziroma ugotovili, koliko pravzaprav velik šport je, pa mi dovolite, da vam ponudim še, kako je po mojem šport na svetu razdeljen, v katere segmente. Prvi segment je vrhunski šport. Vsi ga poznamo. Zakaj je vrhunski šport pomemben? Zaradi tega, ker je izpostavljen, ker je po medijih, zaradi tega, ker vrhunski šport producira vzornike. In značilnost za vrhunski šport je, da je relativno dobro organiziran, relativno dobro financiran in skratka in relativno dober medijsko pokrit, skratka kar dober razdelan segment športa. Drugi segment športa je segment individualnega pa rekreativnega športa. To pomeni, da vsak od nas si lahko danes na svetu izbere izmed več kot 6000 športnimi disciplinami na svetu, da se bo z njimi ukvarjal, zato najde ponudnika tega programa in zato najde kakšnega proizvajalca, ki mu prodaja specifično opremo, saj veste, razlika tenis, ne moreš imeti tiste hlače, kot za badminton in tako naprej. In ta segment je nenormalno konkurenčen, zaradi tega, ker je to močno razvit in je ta segment individualnega oziroma rekreativnega športa kot industrija izjemnega pomena, zato ker le ta financira segment vrhunskega športa. Potem je pa še tretji segment, in sicer to je pa otroški pa mladinski šport. Tukaj vas pa moram razočarati, otroški pa mladinski šport pa nista tako zgrajena, tako sistematizirana, tako konkurenčna kot prej našteta, a hkrati je ta otroški segment športa najpomembnejši. Veste zakaj? Zaradi tega, ker je od njega odvisna participacija potem v individualnem oziroma rekreativnem športu ali pa nekaterim, ki uspe do vrhunskega športa. Naj vam za zanimivost povem samo primer Slovenije. V Sloveniji je 200 000 otrok, starih do 15 let, ki se ukvarjajo najmanj z eno športno aktivnost v letu. Statistično je strošek za eno športno aktivnost za otroka danes 570 € na leto, kar vključuje vadnine, opremo, prevoze in tako naprej, kar pomeni, da je otroški šport biznis v velikosti 100 milijonov € v Sloveniji. A ste kdaj slišali, da se o tem v Sloveniji govori, kakšen pomen, kakšno vlogo ali pa moč ima otroški šport? Verjetno nikoli. In otroški šport, da boste si znali predstavljati, vsako nacijo na svetu v povprečju sestavlja 5 do 10% nacije so otroci, ki se ukvarjajo s športom. Skupaj s svojima staršema, to v Sloveniji pomeni, da je z otroškim športom povezanih najmanj 600 000 ljudi. To je pa zelo velik trg že. In zato se jaz z veseljem odzovem in rad pomagam razumeti, kako pravzaprav otroški šport narediti uporaben, zabaven in da bodo otroci iz športa se naučili oziroma pridobili vrednote in pa sposobnosti, ki ni nujno, da jih rabijo oziroma da jih bodo rabili le, če bodo prišli naprej do nivoja vrhunskega športnika, ampak jih lahko uporabijo tudi za izobraževanje, za kariero, za odnose in tako naprej. Ste kdaj razmišljali, kaj pa razlog, da se otroci vključijo v šport? Ima kdo kakšno idejo? Pomislite za trenutek, zakaj pa imamo toliko otrok v športu? Ja, veste zakaj? Zaradi tega, ker jih starši v športu vključujemo. In paradoks je, da danes starši vključujemo otroke že pri 2 letih na angleščino, pa na športne aktivnosti in tako. Zaradi tega, ker je toliko ponudbe, mimogrede v Sloveniji 7600 športnih društev in klubov registriranih. In vsi se borijo, da bojo naredili en program, ki bo zanimiv, da bo pritegnil pač starše. In danes je realnost žal taka, da otroci se zelo zgodaj vključujejo v šport in imajo zelo veliko priložnost, da do 10. leta probajo na športu. Veste, kaj pa paradija? Pri 12 letih imajo poln kufer športa in poln kufer starih, se upravičujem besednjakov, ampak to je pravzaprav realnost. In ne boste verjeli, največji razlog, zakaj toliko otrok
konča tako zgodaj športa, je zaradi tega, ker otroci mislijo, da jih starši ne podpirajo ali ne razumejo dovolj. Ker današnji starši mislijo, da če otroka vključijo v šport, mu plačajo oziroma imajo z otrokovim športom povezane stroške, da so to naredili vse, kar je potrebno v podpori otroka. Ne, otroci rabijo vse drugo, samo te stvari pravzaprav najmanj. No, in jaz mislim, da je v bistvu prav, da malo zato razumemo, kako oziroma od česa je odvisno, zakaj imajo pa otroci, ko so enkrat vključeni v šport radi. Jaz ne vem, ali recimo v bralni sferi ali v izobraževalni sferi je bila kdaj narejena raziskava s strani otrok, kaj imajo radi pri branju oziroma kaj ne marajo pri branju. Ali je bilo to narejeno zaradi izobraževanja, ali to šole delajo. Ampak to v tem trenutku ni pomembno. Pomembno je, da vam bom jaz lahko delil podatke, ki veljajo za šport. Se pravi, ko enkrat vključimo otroka v šport, je fajn vedeti, da kaj pa je otroku v športu všeč, kaj je njegovo mnenje, ne kaj si mi mislimo. Predno vam pa to povem, sem pa dolžan še odgovor, ker sem ga prej spustil, zakaj se otroci vključijo v šport. Seveda, starši smo tisti, ki jih vključimo. In veste, kaj sta dva glavna razloga, zakaj starši vključujemo otroke v šport? Prvi je, zaradi tega, ker večina staršev verjame, da je otrokovo ukvarjanje s športom najboljši čas in prostor za preživljanje časa, otrokovega prostega časa. To je prvi razlog. Drugi razlog je pa, zaradi tega, ker starši verjamejo, da je otrokovo športno udejstvovanje najboljša kompenzacija za njihovo lastno nezmožnost preživljanja kvalitetnega časa z njimi. To sta dva razloga, zakaj je toliko otrok vključenih v šport. Nobene druge znanstvene fantastike. Da se vrnem, zakaj imajo pravzaprav otroci radi šport. Ti podatki, ki vam jih bom povedal, so pravzaprav prišli z ene globalne raziskave strani otrok, ne od samih staršev. In je v bistvu zanimivo videti, kako pravzaprav otroci šport vidijo. Naj najprej povem, ko govorim, da otroci v športu, imam sam v mislih otroke oziroma starostnike do 15. leta, ker nad 15 leti so že malo mladine in tako naprej in jih ne moramo tretirati kot otroke. Se pravi, tisti, ki delate mogoče z starejšimi, boste saj lažje razumeli, kakšne otroke pravzaprav dobivate. Otroci imajo radi šport zato, ker ga razumejo, da je to igra in jim to predstavlja užitek in zabavo. In to znaša 28% v odgovoru razloga, zakaj imajo otroci radi šport. Druga stvar, ki imajo otroci radi, je fizična aktivnost. 15%. Enako 15% je druženje, se pravi socializacija. 13%, zakaj imajo otroci radi šport, je tekmovalnost. Vsi ljudje imamo pravzaprav naravno potrebo po primerjanju, po tekmovalnosti. In zato v bistvu ta odgovor ni toliko presenetljiv. In še zadnji razlog, kaj imajo otroci radi v športu, je, da napredujejo in da lahko zaradi športa potujejo oziroma spoznavajo druga okolja. Fino je pa tudi poznati razloge, kaj otroci v športu ne marajo. In jaz vsakega starša, ki ima otroka v športu, vprašam, a veš, kaj je tvojemu otroku všeč v športu? Oziroma, a veš, kaj pa ne mara? Bi rekel, ne, to ga nisem nikoli spraševal. Jaz sem rekel, ja, moraš ga spraševati zaradi tega, da boš razumel, ker jutri, ko bo rekel, jaz se pa tega več ne grem, boš ti tisti, ki boš razmišljal, kam ga boš pa zdaj naprej usmeril. Dobro, razlogi, ki jih pa otroci navajajo, zakaj nočejo ostati v športu, pa so 18%, da jim vzame preveč časa, 15% negativen odnos trenerja, to lahko zlahka
zlahka preslikamo tudi na šolo, zakaj kakšen otrok česa ne mara. 15% otrok navaja, da uživajo v drugih stvareh, kar pomeni, da otroci so vpeti v več različnih aktivnosti, pa jim je ena boljša od druge, kar je popolnoma razumljivo. 8%, zakaj ne marajo športa, je, da je premalo zabave, da je preveč dolgčas. In največji odstotek, v katerem pa odstotek ni naveden, je pa veste kaj? Starševska pričakovanja o zmagah. In kot povzetek temu bi v bistvu rad izpostavil, da vsi skupaj moramo razumeti, kaj si pravzaprav otrok želi v športu. Prvič, da se zabava in da uživa. Drugič, da se lahko uči in napreduje. In tretjič, da si ustvarja oziroma da je ob prijateljih. Jaz sem tukaj kot medklic, povem, jaz, ko sem bil otrok, sem se ukvarjal s 4 različnimi športi. Košarka, rokomet, plavanje, smučanje. Jaz sem ostal v smučanju ne zaradi tega, ker sem bil tam večji talent ali pa sem bil boljši, ampak zaradi tega, ker sem bil tam boljši prijatelj. Zelo iskreno. In to je pravzaprav zelo pomembno. Današnji starši pa, ko enkrat vsi smo navdušeni, ko otroka nekam vključimo in tako naprej, po letu, dveh, ko se intenzivnost povečuje, ko se malo stroški verjetno tudi povečajo, starši začnejo gledati, aha, ta pa ne napreduje dol, zakaj pa jim lahko boljši in tako naprej. In starši začnemo kar naenkrat ratati kritični do svojih otrok oziroma jih ne podpiramo na način, ki bi v bistvu otroku dajal občutek, da ga dejansko razumemo in podpiramo v športu. In zato se otrok raj odmakne iz športa. Zato je zelo pomembno pravilo številka 1 v otroškem športu. Pravilo številka 1 pa je, otrok mora vedno čutiti našo oziroma starševsko ljubezen, ne glede na to, ali je dober v športu, ali ni dober v športu, ali mu trenutno gre ali ne. Zaradi tega, ker mi smo za otroka varnostna mreža in mi mu v bistvu s tem gradimo tudi osnovo za družino in za občutek pripadnosti in varnosti, ne glede na to, koliko bo kdo na življenjski poti naredil stran korakov oziroma stran poti. Naslednja stvar, ki je v otroškem športu zelo zanimiva, so sposobnosti. V športu temu rečemo talent, sicer je pa talent sposobnosti. Pa imam za vas vprašanje, kaj mislite, a so vsi otroci talentirani oziroma imajo vsi otroci sposobnosti? Kakšno je vaše mnenje? Se strinjam, čist vsi imajo sposobnosti. Problem, ki ga imamo kot družba, kot sistem je, da hitro karakteriziramo, da nekdo, ki nima takih, kot so obče priznane ali pa obče sprejemljive, rečemo, ta je dober, nekdo, ki pa tega nima, pa rečemo, ta je pa brez sposobnosti, pa brez talenta. Ne, na otroke moramo vedno gledati, da pravzaprav imajo določene sposobnosti. A ste kdaj pomislili, kako pa pravzaprav sploh odkrijemo sposobnosti? Kako pravzaprav odkrijemo lahko sploh en talent? Zanimivo je, sposobnosti lahko ugotoviš takrat, če jih odkrivaš. Kako jih pa odkrivaš? Je, da probavaš različne stvari. Vsi poznamo primer Rogliča, kolesarja, bivšega skakalca, če on ne bi po naključju šel, ni bil naključje, ampak če ne bi on slučajno šel na testiranje za porabo kisika, kjer so pač ugotovili njegove ekstremne sposobnosti za to, verjetno pri 21 letih ne bi odkril kolesarstva in začel tam delati. In čas za odkrivanje sposobnosti se nikoli ne konča, to pa velja tudi za nas. Tudi če smo starejši, moramo vedno odkrivati nove sposobnosti. Zaradi tega, ker nov čas in nov prostor zmeraj zahteva nekaj novega. In temu se ljudje sicer upiramo, zaradi tega, ker vsi mislimo, mi smo pa v tem bili dobri, zdaj pa tega pa ne rabimo. Ne, ves čas moramo sebe porivati in spodbujati otroke, da odkrivajo sposobnosti. Zakaj to poudarjam? Zaradi tega, ker je zavedanje, da imamo za nekaj talent ali pa da imamo kakšno sposobnost, sila pomembna za to, da imamo lahko samozavest.
Če mi se ne zavedamo, da imamo sposobnost, ne moramo biti samozavestni. Mi si pa želimo danes samozavestne družbe. Mi si želimo samozavestnih otrok. In samozavestni bodo lahko le takrat, če se bodo zavedali, da imajo določene sposobnosti. Zakaj pa je samozavest pomembna? Ko se pa človek počuti samozavestno, takrat si pa ti pripravljen probati nekaj novega, takrat si ti pripravljen narediti korak v neznano, takrat si ti pripravljen se naučiti nekaj novega. Zakaj? Zaradi tega, ker se počutiš samozavesten. Če tega nimaš, je napredek bistveno počasnejši. Če bi to pripeljal samozavest do vrhunskega športa, vam lahko samo izdam, da če je pa samozavest malo prevelika ali pa premočna, je pa zelo tanka ločnica med samozavestjo pa aroganco. Aroganco pa namaramo, ker ko si enkrat aroganten, se nisi pripravljen več učiti, nič več ne rabiš, si najboljši. Tako da, ko boste v svoji okolici razvijali samozavest, imejte to tudi v mislih. Pri otrokih je zanimivo, da v bistvu otroci zaznavajo sposobnosti drugače kot mi. Tisto, kar se nam zdi, da je čisto enostavno ali pa čisto samoumevno, je lahko noro težko za otroke. Tisto, kar se nam zdi nemogoče ali pa noro težko, je mogoče lahko za enostavno. In jaz, ko sem spremljal svojega otroka v osnovni šoli, sem videl, da se upravičujem, če ste taka avdienca tukaj. 90% pedagogov na osnovni šoli, kamor je hodil moj otrok, tega ne razume. Zakaj? Zaradi tega, ker današnji otroci ne delujejo na način nekaj mora. Ko ti, vam bom povedal eno zanimivost, ko ti daš otroka, ki nima izkušnje z nogometom, z žogo, s čimerkoli, na nogometno igrišče in ga pustiš pol ure in se po pol ure vrneš, bo ta otrok brcnil močneje ali pa zadev bolj precizno. Zakaj? Zaradi tega, ker je bilo njemu fajn, zaradi tega, ker je on ponavljal, zaradi tega, ker je parkrat mogel daleč po žogo. Skratka, on je, zaradi tega, ker mu je bilo fajn, je vztrajal in je napredoval. Ko pride v šolo in rečejo upoštevanko pa moraš znati, se jo morajo vsi znati, se ti otroci zabijajo. Zakaj? Ne zaradi upoštevanke, zaradi tega, ker jim je en rekel, to pa moraš. In včasih imam občutek, da je pri branju oziroma segmentu branja ali pa spodbujanja branja pri otrokih isto. Recimo, to je treba prebrati, to moraš prebrati. Moramo biti malo bolj pragmatični, da jim naredimo, da je stvar za njih zanimiva in boste videli, bojo naredili nore zanimive stvari. Naslednja stvar, ki je v otroškem športu zelo pomembna, pa se ne nanaša toliko na šolo, je pravzaprav komunikacija. Velikokrat se v otroškem športu starši, sploh pri kakšnih ekipnih športih, starši izberejo bograji, gledajo otroka, ki trenira, ali trener mu ga prav usmeril, ali mu je prav rekel, ali bi mogel nekaj drugega reči. Vse ste verjetno veste, o čem govorimo, ne? In pride pravzaprav do zmešnjave. Zakaj? Zaradi tega, ker otroci bodo starše gledali, ne trenerja. Zato je v bistvu zelo dobro poznati triangel komunikacije v otroškem športu. Triangel komunikacije je pa tako, da je spodaj otrok, na eni strani je starš, na eni strani je trener. In narobna komunikacija je takrat, kadar starši komunicirajo in kritizirajo otroka, in trener to dela, ker trener to mora delati, zaradi tega, ker če ga hoče pripeljati na višji nivo, ga mora usmeriti, ga mora spodbujati in ga mora pač tudi kritizirati. Medtem ko starši morajo biti pa otroku opora. Zato je izjemnega pomena povezava v komunikaciji med starši in trenerji. Se pravi, to, kar trener vidi, da lahko oziroma je vloga staršev, da doma naredijo, mora starši skomunicirati. Oziroma to, kar starše zanima v otrokovem športu, morajo skomunicirati s trenerjem, ne pa spraševati samo otrokov. Se pravi, pravilna komunikacija je, da starši in trenerji med sabo komunicirajo o otrokovem športnem napredku
trener je tisti, ki ga usmerja in ki ga spodbuja in ki ga kritizira, starši so pa otroku opora in čisto nič drugega. Velikokrat se v tem športu pojavlja rezultatstvo, se pravi rezultat. A si zmagal, a izgubil. Jaz na vsakem od mojih predavanj vprašam, kaj mislite, kaj vrhunski športnik, a je večkrat izgubil ali je večkrat zmagal? Vrhunski športnik, da pride do nivoja vrhunskega športnika, zagotovo večkrat izgubi kot zmaga. Ampak zakaj pa tako vztraja? Ne zaradi tega, ker mu je eden to rekel. Zaradi tega, ker vrhunski športnik oziroma v nobeni stvari ne moreš postati dober, če tega nimaš rad. Kar pomeni, da naloga ni v otroškem športu rezultat, ampak naloga v otroškem športu je najti sredino, najti okolje, najti aktivnost, ki bo otroku zabavna, mu bo všeč in potem jo bo rad počel. In če bo jo rad počel, bo v tej vztrajal ne glede na to, a bo zunaj dež, a bo zunaj sonce. Jaz recimo, za vse tiste, ki ste mogoče starejši od 35 let, se mogoče naše generacije spomnite. Ko sem začel smučati, je bil pač smučanje nacionalni šport številka 1 in takrat nas je smučalo res veliko. Jaz nisem v smučanju ostal zaradi tega, ker sem bil tam skozi najboljši v otroških in mladinskih obdobjih. Mi smo imeli, smučali nas je veliko, oziroma jaz sem mislil, da vsi smučamo, tekmovali smo si, velika konkurenca je bila. Enkrat sem bil prvi, enkrat sem bil četrti, enkrat sem bil sedmi in v obdobju, ko v bistvu rasteš in sploh recimo v tem našem športu, se veste, ko ima 10 kil več pri 12 letih, ja, sigurno mu na trdem snegu malo bolj prime. Se pravi, smo imeli enega, ki nas je prehiteval na tek zmeraj za 2 do 3 sekunde. In takrat so vsi govorili, ta je ful talentiran, ta je ful talentiran. In jaz se spomnim, ko sem jaz končal srednjo šolo, jaz tega istega fanta, ki je bil toliko talentiran in nas je premagoval v srečnem v Ljubljani, in on meni reče, ti še zmeraj smučaš. Jaz takrat gledam v njega in nisem razumel, kaj mene sprašuje. Danes pač razumem. Jaz mu nisem znal odgovoriti zaradi tega, ker je smučanje bil moj svet. Meni je bilo to vse. In jaz mislim, da se vsak od nas tukaj vedno lahko potrudi, da nekomu pomagamo najti ali pa poiskati stvar, ki jo bomo vrati. Ker to, samo da ponovim, je pravzaprav predpogoj za to, da bo lahko užival v tem in da bo lahko šel čez vse prepreke in ravnine. Šport je v osnovi domena rezultatov. Ampak rekel sem, da ne moreš skozi zmagati oziroma da večkrat izgubiš, ampak vam iskreno povem, mi je grozno, ko vidim, da v bistvu danes ni samo šport stvar rezultatov, ampak živimo v rezultatsko orientirani družbi v okolju. Vse se gleda samo, a smo to naredili, a smo to dosegli, smo tako. In to je velik del posledice tudi tega, kako pravzaprav otroke spodbujamo. Daj zmagaj, daj jih premagaj, če nekoga ne premagaš, je ful veliko razočaranje. In jaz vsakmu ponudim naslednjo stvar. Jaz sem velikokrat, ne na nivoju svetovnega pokala, ampak recimo prej, tekmoval na vrsto tekmovanjih in jaz sem doživel občutek, da sem kdaj zmagal, ne da bi dal vse od sebe, in doživel sem občutek, da sem dal 120% od sebe in sem bil ta 19 ali pa ta 25. Ampak na dolgi rok rezultati bledijo, občutek pa ostaja. In zapomnite si, da vedno človek napreduje oziroma se lažje premika naprej zaradi občutka. In občutek namesto usmerjati otroke v rezultat, usmerjati v to, da dajo največ od sebe, bi skreiralo noro razliko. Naslednja stvar, ki se v otroškem športu z njo soočamo, je pravzaprav soočenje s pritiskom. In mene so velikokrat spraševali, kakšna je razlika tekmovati v Kranjski Gori ali pa tekmovati nek v Ameriki ali pa nek daleč od tega.
Ne samo šport. Življenje, kogarkoli danes, je izpostavljeno različnim pritiskom iz okolja, službe, kakorkoli. Se pravi, pritisku se ne moramo ogniti. Temu pritiče tudi v športu. Od česa, kako pa reagiramo na ta pritisk, je pa umetnost, ki jo lahko naučimo. Se pravi, nikoli ni vprašanje, pod kakšnim pritiskom smo, ampak je v bistvu vprašanje, kako mi na ta pritisk reagiramo. In tukaj imamo vsi skupaj eno izjemno priložnost, da otrokom lahko pomagamo se soočati s pritiskom. Najprej skozi šport, zaradi tega, ker je to igra, potem lahko tudi skozi različne druge stvari in to na tak način, da jim v bistvu dopustimo oziroma jim pomagamo, da skomunicirajo, kakšen občutek jih doleti, da nekaj občutijo, da se počutijo slabo, da jih glava boli, da tako. Vse premalo se v bistvu ukvarjamo s tem, kako pravzaprav rešiti vzrok tega. In rešimo oziroma pridemo lahko do vzroka na ta način, da bomo otroku pomagali, da bo znal verbalizirati, da bo znal obesediti svoje misli in občutke. Ker vsak človek, ko enkrat, tudi včasih mi, ko imamo zmedene misli ali pa ko imamo toliko veliko stvari, če o tem govorimo ali pa pišemo, znamo ves ta kaos misli nekje segmentirati in spraviti skupaj. In tukaj imamo izjemno priložnost, da to naučimo otroke že v otroškem športu. Ena izmed stvari, ki po mojem vam je zanimiva, oziroma bi vam lahko bila zanimiva tudi za vaše okolje, je vprašanje, ali v svojih sredinah kdaj govorite o željah in ciljih, oziroma a pravzaprav sploh razumete, kakšna je vloga oziroma moč ciljev. Jaz velikokrat predavam po podjetjih in vidim, da imajo podjetja res perfektno izdelane cilje, ko pa vprašaš ljudi, kakšne cilje imaš pa ti, pa noben pojma nima. Kdo pa so podjetje? Ljudje. V šoli jaz enkrat nisem slišal, da bi se pogovarjali o ciljih in željah, oziroma razlika med željo in cilji. Pa vam bom v bistvu tukaj samo na hitro ponudil, da si boste znali predstavljati. Med željo in ciljem je razlika. Odgovorite si sami pri sebi. A ste pripravljeni za željo narediti vse, kar znate in zmorete? Nikoli. Se pravi, zato vedite, da želja je, dajmo en tak smešen nadimek, želja je cilj z omejenim rokom trajanja. Se pravi, če sem nam nekaj ne izpolnil, do takrat rečemo, vse se mi želja ni izpolnila. Ker smo malo starejši, pa rečeš, vse se mi nobena želja nikoli ne izpolni. Kako pa delujejo cilji? Vem, da ste vsi vešči pametnih telefonov in vsi veste, kako navigacija deluje, pa vam bom povedal samo na principu navigacije. Kako nas navigacija pripelje do cilja? Vtipkamo noter naslov. In kaj se zgodi, če v najboljšo navigacijo na svetu damo cilj, ko damo recimo samo Maribor, se pravi brez ulice in hišne številke, nas bo pripeljala tja? Ne, ne bo. Kar pomeni, da cilj moramo ravno tako definirati z naslovom in hišno številko, ne samo s krajem ali pa smerjo. Takrat bomo lahko govorili, da je cilj definiran. Tukaj je pa še ena pomembna stvar. Zakaj pa nas navigacija, ko enkrat damo noter naslov, številko, pa kraj pelje do tja? Kaj navigacija ima, pa mi zaenkrat še nismo omenili? Navigacija točno ve, kje se vi v tem trenutku nahajate. Zato vam lahko ponudi eno ali pa 3 poti. Pri postavljanju ciljev je tudi pomembno realno si priznati, iz kje pa pravzaprav štartamo k temu cilju. In zato ponudite to analogijo, da je postavljanje ciljev kot delovanje navigacije svojim otrokom ali pa svojemu krogu, pa boste videli, da bo vsem simpatično in da bojo vsi zelo hitro razumeli.
Še druga stvar, katero sem v bistvu velikokrat bil vprašan, vsaj zdaj v zadnjih 2 letih, ko so bile malo čudne razmere zaradi covida, predvsem šol in društev ali pa športnih klubov in to, otroci so čisto nemotivirani, kako narediti z motivacijo in tako. Pa dovolite mi samo, da vam povem, da motivacija je zunanja in notranja. Zunanja motivacija je to, ker jaz zdajle tole družbo udeležencev nagovorim in rečem, dajmo to narediti zaradi tega, da bomo vedeli ali pa se pogovarjali nekaj, kar se noben drug ne more. To je zunanja motivacija. Jaz vas motiviram, da nekaj naredimo. To je ravno tako motivacija, ampak ta motivacija vam ne daje enega posebnega občutka. Se pravi, za vsakega posameznika je zelo pomembna občutek notranje motivacije. Se pravi, motivacija je pa tisto, da imaš ti željo, energijo, tisti naboj, da se premakneš pravzaprav naprej. In velikokrat so rekli v teh 2 letih, kako naj otroke spet motiviramo, da se bojo učili, da bojo spet imeli, da bojo spet delali stvari, tako kot smo bili vajeni in tako naprej. Moj odgovor je bil naslednji. Najprej jim naredite stvar spet zabavno, da bodo oni delali to z veseljem. Druga stvar pa, in velja tudi za starejše, a veste kdaj, kaj je najmočnejša motivacija, ki sploh obstaja? Najmočnejša motivacija za človeka je, ko ti nekdo da priložnost in ti daje občutek, da ti zaupa pri tej priložnosti in da stoji ob tebi, če ti slučajno ne bo uspelo, se pravi, nič se ti ne more zgoditi. Takrat ljudje dajo čuda od sebe. Se pravi, priložnost in zaupanje. To je najmočnejši driver, največja motivacija. Zakaj v bistvu, kaj vse nam otroški šport, oziroma kaj se otroci v športu naučijo? Šport je čustvena stvar, naučijo se socializacije, naučijo se spoštovanja, naučijo se enega reda, naučijo se enih odnosov. Vse to so stvari, ki jih pravzaprav lahko uporabljajo v katerihkoli okoljih izven športa. Bolj ko se dviguješ proti starostno ali pa recimo po kvaliteti navzven, bolj te šport nauči, da si iskren. Šport je po mojem edino okolje, kjer so res ki so vrhunski športniki, posamezniki, ki so brutalno iskreni sami do sebe. Veste zakaj? Vrhunski športnik ne more reči, saj sem dosti spal, saj sem dobro jedel, saj sem dosti pripravljen, saj imam dobro opremo. Zaradi tega, ker v vrhunskem športu, če nisi iskren do sebe, dobiš takoj klofuto ali pa poškodbo. Tega v realnem življenju ni toliko pogosto, ampak ko boste gledali športnike ali pa ko boste želeli karkoli od športnikov ali pa od otrok, ko so športno aktivni, imejte to, da se jim razvija iskrenost. Iskrenost je pa zelo pomembna, zaradi tega, ker si lahko do drugih iskren, samo če si iskren do sebe. In kar je še pomembneje, v nadaljevanju nobeden ne more prevzeti odgovornosti, če ni iskren. Tukaj vam ponujam malo odgovor, zakaj je toliko malo ljudi, ki so pripravljeni prevzeti odgovornosti. Zaradi tega, ker niso iskreni. Ker če si ti iskren, si pripravljen sprejeti odgovornost. Zdaj pa, jaz mislim, da je moj čas potekel, lahko pa, če želite, pa z vami še delim eno kratko mojo zelo osebno zgodbo, ki je mene pri športu najbolj zaznamovala. Ne samo v športu, ampak tudi kasneje, pa ne z namenom, da vas obremenjujem s svojimi stvarmi, ampak zaradi tega, ker bi vam rad pokazal, da se boste zavedali, kakšno moč vsi izmed vas nosite v sebi in kakšno moč ima vsak, s katerim imate vi stik. Začel sem smučati pri 6 letih, prej sem vam že povedal, skratka, ko sem bil star 19 let, sem dobil priložnost, da sem prvič tekmoval na svetovnem pokalu. Prišel pri 24 letih na rob 30-terice, ki je v bistvu v našem športu, v alpskem smučanju pomenil možnost, da boš prišel naprej ali pa da se boš izgubil v pozabo. In takrat je bila sezona, v kateri bi moglo biti svetovno prvenstvo. Kadar je sezona, bodi si olimpijskih iger ali svetovnega prvenstva, je konec februarja, začetek marca vedno 3-tedenska praznina, ker se takrat v tem
terminu zgodi bodi si svetovno prvenstvo ali olimpijske igre. Tudi takrat je bilo tako in tudi takrat so bile že zelene zime in je svetovno prvenstvo odpadlo. In takrat so prvič v zgodovini alpskega smučanja v Avstriji organizirali promocijske tekme, ki so jih prenašali na televiziji. Razlog za to je bil, prvič, da so porabili na televiziji zakupljen čas in drugič, da so ohranili tekmovalce svetovnega pokala v pogonu, da ni bilo tritedenske praznine. In kaj se je zgodilo? Jaz sem na tej tekmi štartal tako, kot na 1000 tekmah prej, z eno veliko razliko. Jaz pridem na 3/4 proge in mene v enem trenutku zavrti in razmeče po tleh in ne bom nikoli pozabil občutka, ko sem jaz negiben obležal na tleh in videl tisti prš snega, ki je šel z nezmanjšano hitrostjo naprej in sem ga videl, občutil in razumel, kot da sem v stotinki sekunde izgubil svoj svet, okolje, ki mu pripadam, vse, kar sem imel in vse gre z nezmanjšano hitrostjo naprej, jaz pa ležim negiben na tleh. Izkazalo se je, da sem imel eno težko poškodbo kolena in da me čaka operacija in po tej operaciji, če bo operacija minila pač normalno, da 9 mesecev rehabilitacije, preden bom lahko prvič stopil na sneg. Glede na to, da se je to zgodilo marca, je meni zelo hiter izračun dal vedeti, da če se bom kdaj, se bom lahko vrnil šele ne prihajajočo, ampak naslednjo sezono. Jaz grem na to operacijo in takoj po operaciji, ki je šlo vse normalno skozi, se lotim rehabilitacije in 24 ur na dan ne delam nič drugega, kot lijem znoj in solze, vse z samim garanjem, da se čim hitreje vrnem v svet, kamor pripadam, v svet, ki sem si želel in tam, kjer sem pravzaprav mislil, kamor pravzaprav sodim. In to me pripeljalo do tega, da sem ne glede na medicinska predvidevanja o 9-mesečni trajni rehabilitacije, se po 4 mesecih in pol prvič prišel na sneg in po 7 mesecih od operacije stal na prvi tekmi svetovnega pokala. In veste, kaj se je na tej tekmi zgodilo? To tekmo sem zmagal. In imel daleč najboljšo sezono kot kadarkoli prej in kadarkoli kasneje. Jaz se takrat, ko sem bil v aktivni športni karieri, tega nisem zavedal, ampak sem se začel še bolj zavedati, zakaj mi je takrat uspelo, drugače pa ne. Mogoče, če se meni ta poškodba ne bi zgodila, ne bi nikoli pravzaprav lahko sploh zmagal. Ampak ta poškodba me je pravzaprav prisilila, da tisto, kar sem hotel, tisto, čemur sem se 100% posvetil, sem maksimalno iz tega iztisnil. In vsi, vi, ti, ali pa vsi okrog vas, imamo to notranjo moč. Pomagajmo en drugemu vedno zbuditi oziroma biti opomnjeni, kakšno moč pravzaprav nosimo sami v sebi in koliko lahko vplivamo sami na stvari, ki se nam dogajajo. In pomagamo otrokom, da bodo zdravi, zadovoljni, da bodo v športu uživali in da nas bodo čim prej prehiteli in da nas bodo bolj razumeli, kot mislimo, da nas razumejo zdaj. To je bilo z moje strani vse. Srčna hvala in vkolikor koga vsebina iz tega področja zanima, lahko googlate Šepetali športnim otrokom ali pa moje ime, vsi moji kontakti so dostopni, se z veseljem odzovem in z veseljem pridem v sredino, kjer čutim, da radi dajete oziroma ustvarite nekaj dobrega, sploh z športom in z otroki v roki. Tako da, iskrena hvala z moje strani.